Zdaj pa se, spoštovane in spoštovani, selimo v Kosovelovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer bomo v živo uprizorili literarni večer o romanu Tine Vrščaj Na klancu, predvidenem za letošnji esej na maturi. Četrtošolci slovenskih srednjih šol se namreč že intenzivno pripravljajo na maturo. Prvi preizkus bo esej na temo Klanec nekoč, danes, vedno. Literarni večer je pripravila profesorica slovenščine z gimnazije Bežigrad v Ljubljani Nika Zadravec. Na oder pa že prihajata igralka Nataša Keser in napovedovalec Igor Velše. Oddaji bo sledil še pogovor Vlada Motnikarja z avtorico romana Tino Vrščaj. Na klancu zmeraj piha. Eva skuša pognati korenine v to zemljo, a zemljo odnaša. Včasih ne hodi po tleh, ampak lebdi. Če pometa listje pred vhodom, se metla ne dotika tav, listje odnaša le zračni vrtinec ob zamahu. Slike, ki jih naslikajo, pustijo stati v kotu sobe. Se bodo že obesile. Sobne rastline so pristale na kompostišču, lončki pa še stojijo na polici okrušeni. Eva si predstavlja ravnino, kamorkoli seže oko. Zamišlja si, da so v drugi hiši, sosedje imajo otroke stare kot so njeni, ne pijančujejo pred otroki in ne prenarejajo se. Kolesarijo, po ravnem, lahko kolesari tudi majhen otrok. Včasih si podajajo žogo, ne more jim uiti. Tudi otroci se ne morejo odkotaliti v prepad. Roman Tine Vrščaj Na klancu postavlja v ospredje Evo Krhlikar, diplomirano biologinjo, ki z možem Gregorjem in majhnima hčerkama Brino in Višnjo živi na klancu. Čim sta punčki pokukali iz hiše, sta se zlili v nagnjeno obzorje. In ko sta druga za drugo v presledku 2 let shodili, sta z najmanjšimi nožicami že recali v hrib, mala kar v copatkih. Potrebovali sta trdno spodbudo. Noge v zrak! Po ravnem bi nemara že tekali, a v klanec sta se le oklevaje prebijali. Včasih je Eva katero lopnila po zadnji plati ali ju navdihovala z modrostjo. Noge si zapomnijo, kaj zmorejo. In potem jim noben korak ni odveč. Ko gredo majhne noge v velik klanec, je to ganljiv prizor. Partnerski odnos med Gregorjem in Evo se krha, čeprav sta večino časa oba doma. Eva je namreč brezposelna, Gregor pa dela od doma ter občasno odide na službeno potovanje. Njegov fokus je delo, čeprav ta ne prinaša finančne trdnosti. Eva Gregorja nikoli ne prosi za denar, porablja socialno podporo in svoje prihranke iz študentskih časov, ki kopnijo, ter poskuša čim več pridelati sama na domačem vrtu. Sčasoma Gregor začne očitati Evi finančno odvisnost, čeprav ona prevzema večino gospodinjskih del in skrb za otroka, prav tako je njen pogled na denar in materialne dobrine poznal že pred prihodom hčera. Še preden sta dobila otroke, je razumel, da ona živi v svetu nekakšne blagovne menjave. Koncepta denarja ni nikoli ponotranjila. Dobrine lahko krožijo zastonj. Dlje kot so v obtoku, bolje je. Gregor je bil celo zadovoljen s tem, da je lahko sam poskrbel za finance. Ko nastopijo težave, se pa vedno obrne proti njej. Eva se spominja, kako sta se spoznala, in ugotavlja, da je sedanji Gregor neprepoznaven.
S prijateljico sta šli plezat. Pod njima je bilo morje, nad njima skalna pečina. Stali in varovali sta se na polički in Eva je zagledala fanta, ki se je z neizmerno vztrajnostjo obešal na previs. Njegovo telo je bilo izklesano do zadnje mišice. Za trening je dolgo bingljal na eni roki. Eva se je več smejala, kot pa plezala. Naslednjega dne so jo trebušne mišice bolele od smeha. Če padem, bi hotel pasti na tiste punce, je obešenjaško rekel. To je bil on. S pogledom je zaznala hrošča, prilepljena skupaj. Temna, poraščeni polički. Sprevidela je, da ji ne bo uspelo priplezati do vrha. Gregor je lezel v še težji sosednji smeri. Ko je prišel na njeno višino, se je prečno približal, videl je, kaj gleda Eva in rekel, tako da ga tisti spodaj niso slišali: "A si potem za enega brzaka?" Nekaj snopov svetlobe je posvetilo nanju skozi pahljačasto listje. Opazovalo ju je sonce. Zlivala se je s tlemi, Gregor se je zlival vanjo. Slišala sta oddaljene glasove, a ju niso zmotili. Ljubljenje ni imelo konca, nekako sta vedela, da tega človek ne more ponoviti, zato nista nehala. Ampak nazadnje sta se le upehala, spet sta oblekla plezalne cunje, ona si je nadela njegovo majico, on pa si je njeno zavezal okrog vratu in šel go do avta. Tako sta se zvezala. Ko Gregor prek očimovega sporočila na Facebooku izve, da je mama zbolela in ga želi videti, se najprej obotavlja, saj ima veliko dela in obisk zagotovo lahko počaka. Ko pa se z družino vendarle odpravi k mami, jo najde v postelji z zaprtimi očmi. Nagovorijo, se ji opravičuje in pojasnjuje, zakaj niso prišli prej. Nato pa se izkaže, da je mama že umrla za rakom. Poleg tega Eva ugotovi, da se ji je zlagal in da hiša na klancu ni njegova last, temveč mamina. Zapustila jo je Robertu. Ta pa želi, da se družina do konca leta izseli. Po vrnitvi domov se v Evi zbudi sočutje in družina se začasno bolj poveže. Nekaj ostaja nespremenjeno. Če se Eva uščipne v imenu ljubezni, potem je lepo, tudi ko bi hotela umreti. Kadar neha biti ona sama in postane drugi, je lažje. Res mi je žal, Gregor, reče in ga objame. Ne razume, zakaj je lagal in najraje bi ga porinila v prepad, ampak tu je objem. Objemu se pridružita deklici. Men tudi, reče Gregor. Pa ne za hišo, poudari Eva. Za tvojo mamo. Zate. Oklepajo se drug drugega. Škrjanec zapoje iz krošnje. Ona dva sta velika, oni dve majhni. Ampak velika se upogneta in mali gresta na prste. Malo se zvijejo in malo pregnetejo, razgnetejo roke in se pregnetejo. Zdaj pa nisi več otrok, slovesno oznani Višnja in gleda očku v oči. Ali prav vidijo, da se očka smeje joče? Gregor mami zameri, da bodo ostali brez hiše, zato se ne udeleži njenega pogreba. Eva ne more razumeti, kako govori o mami, ki mu je dala življenje. To privede do novega prepira, ki ga Gregor še podpihuje z izbiro besed. Našpičena sem ja, ker ljudje jebemo svojo mater. Pojdi že na grob svoje mame, kaj čakaš?
Gregor prvi hip odgovori z nasmeškom, ta nasmešek pa je ključ, s katerim se zaklene. Žre ga dejstvo, da mu mama ni zapustila hiše, sina je oropala za vse. In zdaj naj bi šel na sodišče in prosil za majhen delež hiše, v kateri je že od rojstva. On že ne bo urejal belih kamenčkov zanjo. Škrebljanje dežja je kot jok strehe sveta. Gregor guba čelo, obrvi se mu zlijajo v eno. Tvoja mama je. Nič drugega. In jutri imaš rojstni dan. Pojdi na grob in se ji zahvali, prekleto. Zahvalim? Zakaj naj se ji pa jaz zahvalim, mrhi stari? Punci sta na vratih. Vprašali bi že, kdo je mrha, a je ta hip pomembneje, da starša na televiziji prižgeta čudogost. Na velikem zaslonu se prikažejo drva in sekira. Dekleti sta hipnotizirani. Ni mrha. Rodila te je. Živiš, ona je mrtva, ti pa živiš. Kakšno težo ima pri vsem tem hiša? Don't be pathetic. Brez hiše ne moreš živeti, a lahko? How can you be so stupid? So ti že ukinili podporo? Nalašč govori dvojezično. Tako izraža svoj prezir do maternega jezika in draži Evo. Tudi ko z Evo obiščeta grob, kjer je pokopan tudi njegov brat, ki je umrl pri 15, Gregor trdi, da je prišel le na bratov grob. Gregor se še bolj umakne v delo in v virtualni svet, kadi in popiva ter Evi očita, da nima službe. Osrednja književna oseba se tako loti varčevanja, kjer se le da. Evi je lažje, ko imajo manj obrokov. Otroci se navadijo. Nekateri so brez zajtrka, drugi brez večerje. Nekateri jedo samo enkrat na dan. Kakšno razsipno življenje se je torej ustvarilo v njihovi hiši, s 7 obroki dnevno. To se je zdaj obrnilo. Eva ne zliva več polnih krožnikov čokolina v školjko, olja ribjih konzerv pa ne v korito. Sok kompota razreči z vodo. Če jejo skopo, bodo bolj odporni proti boleznim, tako kot taboriščniki. Manj časa bo šlo za zdravnike, manj denarja za zdravila. Manjše breme bodo za državo in njihova greznica se ne bo prehitro polnila. Vse je povezano. Ko je Eva brez cvenka, ne prosi Gregorja. Kadar voda iz njihovega vodovoda teče krvava, ne kupuje plastenk, steklenice postavi v zaboje in gre. K izviru. Najbolj asketska je pri oblačenju. Ni treba razmišljati, kaj bo dala nase. Vsak dan nosi iste hlače in isto majico. Taka gre po vodo, taka gre v kotu, taka gre povsod. Razen na razgovore za službo. Kot skrbna biologinja si Eva želi zaposlitve, povezane s strokovno izobrazbo in varstvom okolja. Hodi na razgovore v okolici in Ljubljani, na različnih področjih, a neuspešno. Na razgovoru za delovno mesto učiteljice biologije se odkrije paradoks, da ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev, natančneje nima strokovnega izpita, tega pa lahko pridobi samo po nekajmesečnem opravljanju dela. Podobno izkušnjo ima na razgovoru pri založbi, ki izdaja naravoslovne knjige in revije. Podjetje ima prostore v kleti visoke stavbe. Ko Eva čaka na razgovor, se do nje sam pripelje voziček ter na njem skodelica kave in v plastični papir zavit rogljiček. Nato je čas za razgovor. Eva Krhlikar? Pokličejo jo po zvočniku. Ko vstopi v pisarno, se ji zdi, da je zašla, stopiti mora čez klopčič kablov. Tehnološka oprema zavzema prostor. V brnečih strojih cvetijo orhideje.
Gospa direktorica opazi njen pogled in reče: vsak mesec jih menjamo. Eva se začudi. Orhideje cvetijo več mesecev skupaj, lepe ostanejo pa še leta, toda tukaj omagajo. Tudi zaposleni se menjajo. Eva se je večkrat prijavila na njihove razpise. Računalniki žuborijo kot studenci. Direktoričina ličila so tako močna, da zakrivajo barvo lic, zakrivajo barvo ustnic, obrvi so populjene, ostali sta le narisani črtici, njene mečice pa se povešajo z zlatimi obroči. Na dekolteju se sveti hladna verižica. Težko je oceniti direktoričino starost. Morda uporablja priljubljeni francoski serum, ki z obraza zbriše 15 let. Čas pušča, sledi na človekovem telesu, ta serum pa počisti za časom. To je mesto, gre Evi skozi misli. Tu ljudje nastopajo v maskah. Nekoč je bila sama Ljubljančanka. Zdaj pa ji to pade v oči, ker se je privadila klancu. Ko Eva Gregorju razkrije, da je spet noseča, se on otroka ne razveseli, temveč jo skuša pregovoriti, naj naredi splav. Eva se v ambulanto naroči, a se odloči, da bo obdržala otroka. Po več neuspelih razgovorih si želi ustvariti blog, dnevnik naših naporov, v katerega bi ljudje z vsega sveta opisovali svoja dejanja, ki prispevajo k varstvu okolja. Za pomoč pri vzpostavitvi spletne strani prosi moža, ta pa se njeni zamisli posmehuje, in to o prisotnosti družine iz kotla, ki je zaradi poplavljene hiše začasno nastanjena pri njih. Meni tudi, da mora biti posel dobičkonosen, priložnosti pa vidi predvsem na spletu. Projekt je kul. Žal ni finančno vzdržen, kot ni nič ekološkega, ne? Eva ne razume, da je sedanjost velika in prihodnost majhna, da za tisto malo prihodnosti v daljavi ne moreš žrtvovati sedanjosti. Misli, da bi se morali odpovedati vsemu. Eva čaka, kdaj bo kovcnil. Ja, iz kupička dobrih praks seveda ni mogoče prevesti v številke. She calls it dnevnik naših naporov. Jaz si delam page. In zakaj gre, se oglasi Mateja. No, ker je, as you know, Eva nasedla populistom, bi v ta dnevnik vsi ljudje lahko upisovali svoje napore za climate change. Ne. Vsaka zelena gesta bi se lahko upisala, ljudje bi lezli po zeleni lojtri navzgor, morda kaj donirali. Problem je, ker Eve denar niti mal ne interesira. Portal bi moral funkcionirati na bazi Bitcoina, ampak tukaj ne prideva skupaj. S tem Gregor ponovno pokaže na razlike med njima in na odtujenost, ki se poglablja. Te se kažejo tudi pri uporabi tehnologije in vzgoji hčera. Eva si želi Gregorjeve bližine, intime, počuti se popolnoma nerazumljeno. Eva se prižame moškemu telesu. Od zadaj, kjer ni zadaha po alkoholu. Voha se vonj gela za prhanje, Gregorjevega pa ne. Nežno bi se stiskala, skoraj brez dotika, samo dihala bi vanj, dihala besede, ki delajo močvirje v prsih. Povedati ne more, ker je ne razume, ne vidi, kaj njo poplavlja. Ko bi se nenadoma obrnil in pograbil njene prsi in morda rekel: jaz bom tebe poplavil. Gregor smrči. Evo nenehno skrbijo tudi
Podnebne spremembe, vse več je novic s šokantnimi naslovi, nevihte in neurja so že stalnica, pride tudi do obsežnih poplav. Meje med letnimi časi se brišejo, zdi pa se ji, da temu nihče ne posveča pozornosti. Kmalu po vseh teh dogodkih v hišo pridejo delavci in jo začnejo prenavljati, čeprav družina še živi v njej. Hiša je polna, delavcev povsod se nabira prah, zaradi prenove zaprejo vodovod. Gregor kljub temu odpotuje v tujino, Eva pa ob dopoldnevih išče službo, popoldneve pa preživlja z višnjo in brino na otroškem igrišču. Nekega dne se mimo pripelje moški na kolesu, ki opazi, da je nekaj narobe in jo vpraša, kako je. Evi utripa srce, kajti tale moški, Tomaž, diši po marcipanu. Očitno se ji blede po marcipanu. Kaj pa ti? Imaš otroke? Nimam, reče. Rad bi jih imel, ampak nimam s kom. Eva se burno zasmeje, še enkrat si dobro ogleda neznanca, pogleda njegove rjave oči. Lepe so. Potem se ozre po postavi in obleki, z velikim zanimanjem prisluhne njegovemu glasu. Po zvenu glasu prepozna tiste skrite stvari, denimo, ali mu je všeč. Morda celo to, česar v resnici ne želi vedeti. Ali rad zapušča ženske, ali pa jim je zvest. Postaja hladno, ampak domov še noče. Dom je postal presečišče vprašanj. Po klepetu si Eva zapiše Tomaževo številko. Zdi se ji presenetljivo, da ga ni odvrnil njen prstan, prav tako pa sta se ob njem dobro počutili tudi višnja in brina. Sčasoma se izkaže, da je Gregor za izhod iz težke situacije izbral beg, saj ni odšel na službeno potovanje, temveč je družino zapustil. V delovni sobi je pustil poslovilno pismo in nekaj denarja. Eva tako čez noč ostane sama s hčerkama, noseča in brez doma. Tokrat se po pomoč obrne k mami, čeprav ji je to glede na njun odnos zelo težko, a mati jih sprejme. Preselijo se v Ljubljano in začnejo se spremembe. Sprva se na mestno okolje zelo težko privajajo. Učinek mesta je vrtoglav. Prepletajo se glasovi ljudi, v jezikih, ki jih ne poznajo, hupanje nestrpnih voznikov in sirene. Vse skupaj zabije svoj žebelj kladivo in zavrta svojo luknjo vrtalnik. Zdaj Eva ve, zakaj v kotlu niso nikoli ničesar prenavljali. Vsi delavci so bili vpoklicani v prestolnico. Pred prišlekinjami se šopirijo plakati, na katerih so ženske v čipkastem spodnjem perilu. Nešteto zakajev prihaja od punc. Zakaj lahko ta ženska zunaj leži gola, one se morajo pa obleči? Toda počasi se nasitijo vprašanj, počasi potihnejo. Nikoli niso več same. Eva hodi na razgovore, z mamo razčistita pretekla nesoglasja v njunem odnosu in mama Evi končno pove, kaj se je zgodilo z očetom. Na začetku vse te spremembe Evi povzročajo težave, ima tudi nočne more. Sčasoma se umiri, zbistri misli. Klanec postaje spomin in privajajo se na novo življenje. Preseli se v stanovanje s prijateljicama, ima službo učiteljice biologije na gimnaziji in gradi novo razmerje s Tomažem. Ker zaradi zasedenosti vrtcev nima varstva, se njena mama ponudi, da se bo upokojila in prevzela varstvo. Udeleži se tudi profesorske konference na temo spremembe okolja tu in zdaj in na njej ima tudi sama predavanje, v katerem uporabi osebna opazovanja narave in okolja na klancu. Evo čaka še njen nastop.
Kavbojke ti stojijo kot ulite. Pojdi, reče Tomaž. Da se mi ne bi zadrga odpela. Zadrge Eva sploh nima, ima hlače z visokim elastičnim nosečniškim pasom. Pod njim skrite čipke in zgoraj karirast suknič, pod njim srajco. Na njenem podstrešju pa je red. Ker je podstrešje pospravljeno, lahko začne pometati podnebje, ustvarila bo zračni vrtinec. Eva, trmoglavka sveta. Eva obmolkne, ne zbira točk, ne govori iz knjige. To zanjo ni statistika, ampak mesnato in krvavo življenje. Nosečnice imajo posebno moč. Bila bi škoda, če je danes tik pred izdajo ne bi bilo tukaj. Klanec, njegova ožganina je bil njen dom. Ekologija je nauk o domu. Po predstavitvi je veliko zanimanja za njeno zbirko. Poslušalci ji stiskajo roko. Nastopila je odkrito. Tokrat se ji to ni maščevalo. Primarna družina. Obe osrednji književni osebi, Gregor in Eva, imata zapleten odnos s primarno družino. Oba sta zgodaj ostala brez očeta. Gregorja je zapustil pri 5 letih zaradi druge ženske, mama je imela raje brata, ki je umrl pri 15 letih. Z materjo sta odtujena, očita ji, da ga je imela zaradi lastne želje in da je bila nad njim zelo razočarana, saj ni izpolnil njenih pričakovanj. Ona je imela svoje predstave. Še preden je imela otroka, se je sanjalo, da ima lepega fantka z dolgimi svetlimi kodri. Potem pa se je rodil on, ki je bil najprej gologlav, nato pa temnih las. Strigli so mu jih na kratko. Mami ni preostalo drugega, kot da mu je za pustno rajanje kupila svetlo skodrano lasuljo, namenjeno deklicam. Tudi njegov obraz ni bil nežen, kot ga je hotela mama, ampak poravsan. Njegovo zanimanje za fantovske reči je najbolj presedalo. Sosedom je v pričo njega razlagala, kakšno nežno dete je sanjala in kakšno smolo ima, ker je dobila tega ne bodi ga treba. Šele takrat, ko je dobil računalnik, se je umiril, ona pa si je oddahnila. Gregor sredi pokopališča postane majhen fantek. Tega fantka nato prežene iz prsi z mastnim pljunkom. Kot je bilo že omenjeno, se zamera nadaljuje tudi po smrti, ker mu ni zapustila rojstne hiše. Namesto da bi se posvetil noseči ženi in hčerkama, je še vedno besen nanjo, kar povzroča pogoste prepire med zakoncema, ukvarja se z mamo in pozablja, da bo Eva še enkrat rodila. Da mi lastna mama vse vzame, vpije Gregor, ker je že nekaj pil. Obliva ga strašna mržnja, oči ima pordele in ne meni se za to, da otroka vpijata v pitje. Na svetu so mame, ki dajo otrokom vse. Moja je bila pa kruta in sebična. Zagrabi ga, da bi šel na grob, izkopal žaro in jo stresal in stresal in stresal. Niti na pogrebu me ni hotla. Tudi Eva je zelo pogrešala odsotnega očeta, ki je večkrat izginil. Mama ji je rekla, da je šel na božjo pot. Vsakič, ko se je vrnil, pa je bil odsoten, zabuhal, cele dneve je preživel statično pred televizorjem. Šele proti koncu romana, ko se Eva preseli v Ljubljano, ji mama pojasni, da je imel oče shizofrenijo. Večkrat je odšel na zdravljenje, a je vsakič znova opustil terapijo in stanje se mu je poslabšalo. Na koncu je naredil samomor. Izkaže se, da so nekateri materini očitki in izjave, pa tudi dejanja, denimo, ko jo je pri 18 izselila iz stanovanja, ker je pri njej našla travo, izhajale iz strahu, saj je shizofrenija tudi dedna, sprožijo pa jo lahko tudi določene substance.
V romanu ves čas poteka notranji dialog z mamo. Ob vseh dilemah in spoprijemanju z vzgojo hčera in skrhanim odnosom z Gregorjem, Evi ves čas odmevajo mamine besede, nasveti, opombe. Najboljši moški je ubogljiv moški. Njegova naloga je, da igra najstarejšega otroka in s svojo ubogljivostjo daje zgled mlajšim otrokom. Vse, kar je šlo narobe, se spravi v red. Samo prah moraš odgnati. Samo to. Otroci si dandanes lahko vse dovolijo, sliši materin rezki glas. Vse si dovolijo, obnašajo se kot kralji, pa bi morali biti malo bolj ponižni, ker še nič ne vejo. Če jih starš zgodaj ne upogne, kdo jih bo upognil potem, ko zrastejo? Čaka jih največja nesreča, vzgajani za japije, postali bodo pa hlapci. Tako majhni sta, pa ju že navajaš na kafiče. Njun odnos se spremeni po vrnitvi. Zdaj mama ni le mama, temveč je tudi babica. Evi se zdi, da ima zdaj dve mami v eni. Imela je dve namesto ene. Prva je bila taka kot prej, stroga in vedno za obrambno utrdbo, kjer je ni mogoče doseči, ona pa strelja naokoli. Ta prva je Evo še vedno zadela. Ampak potem je bila tudi druga mama, v isti osebi. Ta je bila nežna in popustljiva. Ta je pustila službo in vzgajala njeni hčerki. Punčki sta jo gladko sprejeli, kot da je babica prav taka kot njuna mama. Iz tega se je Eva naučila, da sta si mogoče res podobni. Eva poskuša biti dobra mati. Skrbeti za hčerki, želi jima dajati občutek varnosti in podporo, hkrati pa ju vzgojiti v empatični biti z občutkom za varovanje okolja. Spominja se maminih nasvetov, pa tudi informacij, ki oblikujejo njeno vizijo mame. Želela bi si, da bi Gregor večkrat prevzel očetovsko vlogo, saj ga hčerki obožujeta. Njegova pojava vzbuja občutek junaka. Poleg tega ju vedno očara s tem, da ima dovolj uporabo elektronskih naprav. Evo zelo prizadene, ko ji hčerka v nekem trenutku reče, da ima njega raje kot njo. Ko Brina dvakrat zboli, se ustraši za njeno življenje. Zave se krhkosti otroškega življenja in si želi hčerko na vsak način zaščititi. Ko v bolnišnico pride tudi Gregor, mu ne odreče stika, čeprav jih je zapustil v najbolj ranljivem trenutku. Iz tiste enciklopedije si je od otroštva zapomnila še eno podrobnost. Ko odrasla samica lososa priplava v zgornji tok reke in odloži ikre, je tako izčrpana, da pogine. Njeno truplo razpada. S tem je poskrbljeno za zalogo hrane, za rast iker in izleglih mladic. Mama še potem, ko umre, hrani mladiče. Dogajalni prostor. Večina romana se dogaja na klancu. Evi je življenje na klancu všeč, saj je obdano z naravo, odmaknjeno od mesta in hrupa, zato ji je težko, ko izve, da se bodo morali odseliti. Se morajo res odseliti. Na klancu gomazi od življenja. Ko dihaš, si izmenjuješ snovi z drevesom, ki diha s tabo. Ogljikov dioksid in kisik plešeta salso. Dotakneš se ljubja in zavibrirati pod prsti. Pod ljubjem je drevesni utrip. Veter zapiha in odnese del tvojih las v poč skal.
Metulj ti pristane na roki in s komaj vidnim rilčkom pije sok kože. Počepneš in opraviš potrebo, zaliješ mah. Zrasle bodo rože. V tem otroškem kotičku pa se življenje ne pretaka. Trdi tobogan je kemično inerten, ob njem dobiš le pokončne lase, nekaj elektrostatičnega, ki gre v nič. Na domačo okolico in naravo sta navdušeni tudi hčerki, a klanec ima tudi negativne posledice. Eva postaja asocialna, druženje in mestni vrvež ji postajata odveč. Dekleti imata čut za obdelovanje zemlje. Najdeta koščice, ki so uskalile, presadita jih na mesta, kjer bodo lahko zrasle vitke breskve z lila cvetovi. Eva ne gre več zlahka med ljudi. Tudi njena otroka sta zato izolirana. Z leti Eva opaža spremembe v okolju, ki so posledica podnebnih sprememb in brezbrižnega ravnanja ljudi, in to jo zelo prizadene. Kakor se Gregor skrije v svojo dlan, v tisto na dlani, se ona rada odkrade v gozd, kjer je vse na mestu. Toda ne na klancu. Tukajšnji gozd je nemočen. Ljudje ga plenijo, pijejo njegove sokove, ga sekajo, obnavljajo pa ne. Še pred materinstvom je Eva zlahka nabirala kostanj po strmih pobočjih. Zdaj so neprehodna, vsa v trnju, kostanji pa so zboleli. Leta nazaj je velik žledolom tudi tu podiral častitljiva drevesa. Gozd je bil prekrit s trupli. Nihče ni odpeljal padlih. Klanec je predstavljen tudi kot skupnost prebivalcev, ki imajo skupne značilnosti: odtujenost, alkoholizem, nasilje, kar tudi Eva očita Gregorju. Družinski odnosi na klancu so skrhani. Ostali so samo še sodobni baški posebneži, ostareli Lenart, ki skrbi za koze in mačke, dokler le lahko, shaja le s težavo. Njegova hči Svetlana ga pride obiskat, ko ima čas. Skrb za živali je ne zanima, na spletu išče razmerje, hkrati pa razmišlja o semenski banki, s pomočjo katere bi lahko postala mati brez moškega v svojem življenju. Druga prebivalka, 96-letna nema Anka, kljub upognjeni hrbtenici še vedno obdeluje vrt in goji velike buče. Evini družini večkrat podari nekaj zelenjave. Ima sina, ki jo občasno obišče. Tudi on nima več stika z naravo, saj zakuri ogenj v neprimernih razmerah in zaneti požar, ki požge okolico in tudi Gregorjevo in Evino nekdanjo hišo. Izstopa še glavni klanški kmet Marjan, ki z obsežno govedorejo potrebuje vse več zemlje. Pridobivajo z izsekavanjem gozda, to pa še poslabša lokalne klimatske razmere. Mami bom rekel za keš, izusti Gregor, volan pa pri tem nehote preveč zasuče in podrajsa obrobnik. Eva se oprime ročaja nad sabo. Ne boš. Itak ga ima preveč. Ga slučajno potrebuje. Zakaj pa stari ljudje sploh še rabijo keš? Da ga dajo župniku. Kakšen kreten, se ne more zadržati Eva. Pozna se mu, da je s klanca, kjer vsi pričakujejo, da bodo dobili od staršev. Sloni imajo več čuta za skupnost kot ti. Reče in mu ne pusti, da bi zaključil misel. Zakaj se ne pogovarjaš normalno, hudiča? S tabo se ni mogoče, reče Gregor. S tabo se ni mogoče. Veš kaj, mislim, da imaš tipičen klanški problem. Zdaj vem, zakaj sem gor po noči hodi policija, tisti otroci trojčki, kako jim je že ime, so mi povedali. Po noči njihova mama tako naklana pride domov in tako razsaja, da njen mož pokliče policijo. Ti
Ti si pa tako klinčevo odsoten, da mi je huje, kot če bi me pretepal. Gregor se uleže na kavč in prižge televizor. Kovcne. Pod klancem leži kotel, nasprotje z naravo obdanemu klancu. Evo zelo moti, da je veliko bolj potrošniško naravnan, skuša se izogniti množičnemu potrošništvu, betonu in množici ljudi. V kotlu je tako, da vsi kupujejo. Kulturna dejavnost tega mesta je nakupovanje. Glavne mestne zvezde so stranke. Povsod so trgovine, parka pa ni. Parka nihče ne potrebuje, saj se stanovanjski psički olajšajo na travnati krožec pod mestno svetilko. So restavracije in lokali, s katerih dan in noč svetijo neonski zapisi in napisi. Sprehajalnih ali kolesarskih poti ni. Če se kak pešec po naključju znajde pred semaforjem, bo zaman čakal na zeleno. V kotlu nihče ne gre nikamor peš. V kotlu imajo mega trgovine s poceni robo. Tudi ko je Eva brez denarja, bi lahko tam še vedno nakupila cel voz stvari. Vidi druge, da to počnejo. Če česa nimaš, te to ponižuje. Vsi sprašujejo, zakaj pa tega ne kupiš? Na spletu je v akciji. V zadnjem delu romana se dogajalni prostor skupaj z Evo preseli v Ljubljano. V veliko mesto, kjer se valijo kolone, pločevine, kjer je manj zelenja in veliko trgovin, veliko delavcev in reklam. V vseh pogledih se razlikuje od klanca, a vendarle za družino prinaša pozitivne spremembe. Prednosti prejšnjega okolja so zdaj preteklost, saj hiša pogori, nastajajo nova smetišča in ceste, gozdovi se izsekavajo. Čeprav pot s klanca vodi navzdol, se življenje Eve in njunih hčera obrne navzgor. Ni tista, ki je ostala v konfliktu s primarno družino ter zbežala pred težavami, kot je storil Gregor, ampak se je vrnila k koreninam, k materi in počistila nesoglasje iz preteklosti. S tem, ko si je ponovno vzpostavila trdno osnovo, je dobila tudi možnost za boljšo prihodnost. Dobi zaposlitev, se preseli v stanovanje, predava o ekologiji in gradi zvezo z moškim, ki bo morda novi oče vsem 3 otrokom. Tudi tistemu, ki še mora priti na svet. V sklopu literarnih večerov ob maturitetnem branju smo predstavili roman Tine Vrščaj Na klancu. Poslušalcem pred radijskimi sprejemniki naj povemo, da smo oddajo v živo ustvarili v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, pripravila pa jo je profesorica slovenščine z gimnazije Bežigrad Nika Zadravec. Odlomke je interpretirala igralka Nataša Keser, spremno besedilo je bral Igor Velše. Na oder zdaj vabim avtorico romana, po krajšem pogovoru z njo pa vas v občinstvu že zdaj vabim, da jo tudi kaj povprašate. S Tino Vrščaj se bo pogovarjal urednik oddaje Vlado Motnikar. Dober večer, obiskovalci v dvorani, poslušalci pred sprejemniki. Dober večer, Tina Vrščaj. Dober večer. Nadaljujemo kar tam, kjer se je končala oddaja pri zgodbi, ki se sicer še plete v nadaljevanje, ampak drugo imam v mislih. Ko pisateljica izroči besedilo, ga berejo drugi. Bi še kaj dodali k tej interpretaciji, ki smo jo pravkar slišali? Najprej to, da me je ta interpretacija tako zelo presunila, kot da bi nek nov tekst poslušala, kot da bi zgodbo spet videla z enimi novimi očmi. Skratka, bila je zelo subtilna in
sem izjemno zadovoljna, hvala. In fino je, ja, ko se pač pravzaprav neobičajno veliko zdaj pogovarjamo, a ne, o romanu, kako se odstirajo neki novi pomeni. Tina Vrščaj je avtorica 4 romanov, poleg romana Na klancu še 3. Potem je tu zbirka kratke proze, 2 knjigi za otroke, zbirka literarnih kritik. Že ta roman, ki smo ga zdaj slišali, ne v celoti, podpira številne teme. Ste kateri temi dali prednost? Bi jo radi izpostavili še posebej? Ja, osrednji temi zame sta materinstvo in pa ekologija. In mislim, da se obe tudi prepletata in povezujeta. Ker na spletnih, recimo, predstavitvah je to predstavljen kot družinski in ljubezenski roman, je premalo za to, ne? Ja, res, skoraj več ljubezni do otrok pa do narave, kot pa to, kar bi pričakovali ob ljubezenskem romanu, ne, predvsem partnersko neko. Čeprav je res to nekaj, na kar se ljudje pravzaprav najlažje navežejo, ne, vsi se prepoznajo v recimo takih ali drugačnih partnerskih težavah. No, partnerski odnos je samo na začetku, ne, potem se hitro družina razširi. S tem pridejo na površje še drugi odnosi s primarno družino. O tem bova še več rekla, ne. Odnos z materjo je pa tisti, ki je kočljiv tako pri njem, se pravi pri Gregorju, kot pri Evi. Je tako zaznamoval njuni osebnosti? Ja in ne. Torej, ti odnosi s starši nas seveda globoko zaznamujejo, zagotovo, ampak prepričana sem, da ko odrastamo in zorimo, je pravzaprav naša naloga, da se osamosvojimo, odlepimo od staršev, razčistimo z njimi, tako ali drugače, da se nekako sprijaznimo s tistim, kar mogoče ni bilo najbolje, in se zavemo tudi tistega, kar je bilo dobro, skratka nekako tako kot Eva, ki zori in se sooča tudi s travmami iz preteklosti. Mora pa priti do nekega preloma, ne, očitno, ali materina smrt, ali potem izgon iz raja tam na klancu. Takrat je šele potem prostor za premike in nov pogled tudi na domačo družino. In pa Eva njemu bolj odpira oči. Ja, vedno je to neka zanimiva kombinacija enih zunanjih okoliščin pa naših notranjih vzgibov, a ne. Torej, pogosto so neki zunanji sprožilci tisti, ki nas malce zganejo, da naredimo kakšen korak. Ali pa tudi ne. Vidimo tudi pri odraslih, da so pogosto tako trdovratni kot recimo Gregor v tem primeru, ne, da kuhajo zamero in gojijo predvsem neko sovraštvo, kar pa ni konstruktivno, ne zanj, ne za njegove najbližje. Eva je mehkejša, subtilnejša, ji to pomaga k temu. Zamere ima, ne? Tudi ona do svoje matere. Ja, tudi ona čuti še zdaj to bolečino, mama je bila na nek način preveč hladna, tako je saj izgledala, ne, njeni nauki, kot da so vključevali malo premalo ljubezni, ne, malo premalo razumevanja, čeprav je bila edinka, očitno ni bila ena tistih edincev, ki se jih nosi po rokah, ne, ampak ker je bila mama pa v bistvu bolj kot ne sama za vse, ker je oče zbolel za shizofrenijo in potem še storil samomor, lahko pa razumemo tudi zgodbo mame, torej tudi njena rigorozna stališča, ne, s katerimi skuša pač preživeti v težki situaciji. Druga poglavitna tema je pa ekologija, narava, tehnologija, se pravi digitalni svet, nove tehnologije. Že v uvodu, ne, še pred začetkom romana, pred tistim Na klancu vedno piha, je namesto posvetila v opozorilo
naj izklopimo telefone. To kar nakaže, ne, temo, in potem se večkrat nadaljuje. No. Bi lahko kaj več o tem še? Ja, to je meni ena zelo pomembna tema tudi v življenju. Ves čas pač opazujem ljudi, kaj se z nami dogaja v pač tako intenzivnem stiku s tehnologijo, ne, predvsem zdaj z Bubi. Upam, da so danes vsi izklopljeni, ne, ker če ne. Tako, zdi se mi zanimivo, na kakšen način tehnologija v bistvu vdira v naša življenja, kot da smo nemočni. Ne. Kot da pač vsak nov izum, ki ni nujno dober, ki ga družba ne najprej premisli, ne poznamo posledic, recimo, ampak to pač preplavi družbo in o tem bomo razmišljali pač pozneje, ne, ko bo morda že prepozno. In zdaj se mi zdi, da smo po nekaj desetletjih z novimi generacijami počasi prišli do tega ali pa prihajamo do tega, da gremo majčkeno vzvratno, da se malo ustavljamo in ni mogoče vse najboljše, to se pravi, tehnologijo je treba z njo malo počakati, pri majhnih otrocih recimo za začetek in pa tudi potem pri odraslih omejiti, če želimo seveda imeti neke medčloveške odnose, v katerih bomo zadovoljni. No, to je ključno, ne. Narava se mi zdi, je tu posebej poetično opisana velikokrat, kar nekaj. Smo tudi tu slišali nekaj takih prizorov, si jih zato posvečali na ta način, bolj čutili naravo namreč. Ja, naravi sem se res ogromno posvečala, ker sem dejansko tudi sama živela sredi narave in sem jo opazovala zelo od blizu oziroma me je obdajala dan in noč. Ne. In to so tako neverjetne izkušnje v bistvu, ko zvečer pade mrak oziroma nastane tema zunaj in ni, ko zavese imaš odgrnjene, rolete gor, ker te nihče ne vidi, ker je okrog in okrog gost, ne, tako da ti imaš lahko noter luč, pa skačeš recimo, če se malo pohecam, od zunaj te nihče ne vidi, ne, potem pa ti ugasneš luč in je zunaj čista tema, ne, mogoče malo odpreš okno, če je poletje, ne, pa slišiš neke čudne zvoke, ne, pa se sprašuješ, je to kakšen jelen, ali je to divja svinja ali tako, ne, in najprej recimo popolnoma neveden prideš, ne, tudi jaz sem nekako iz mesta prišla v tak svet narave in samote in potem se pa v bistvu učiš skoraj iz nule o naravi, ne, ko slišiš zvoke, pa se pozanimaš, kaj je to za en zvok, katera žival ga spušča. Zunaj, ne vem, opazuješ drevesa in se ti zdi čudno, kako da ne poznaš razen hrasta, bukve, kostanja, drugih dreves, ne, tako malo vemo v naravi, iz katere izhajamo, in se začneš zanimati za to, ne. In veliko tega znanja, no, kar sem prebrala, kar sem tudi doživela na lastni koži, sem uporabila v tem romanu. Domačini pa tega ne opazijo. Mora priti iz mesta. Večinoma ne, ja. Lahko, da nekako v sebi že cenijo to, da tam živijo ali pa si niti ne bi predstavljali živeti kje drugje, ampak v resnici imajo pa lahko dosti bolj pragmatičen odnos, ne, in manj romantičen. Eva in Gregor sta oba neke vrste zanesenjaka. Ona z naravnimi oziroma z ekološkimi zadevami, on pa s tehnologijo. Tu trči zdaj tudi potem vprašanje, kako vzgajati otroke, ne? Nekako se mora to uskladiti, ali si mečeta polena pod noge? Ne vem, če si jih ravno mečeta, ampak dejansko je ta prepad med njima prevelik, ne? Tukaj gre za nestrinjanje v čisto temeljnih zadevah, tako da res je bilo samo vprašanje časa, kdaj ali pa na kakšen način gresta narazen, ne. Po mojem je to pri njiju prava pot. Včasih se mi zdi bolj prav, da dva vztrajata skupaj, zaradi otrok je to vredno. V takem primeru, kjer pa pač so nenehno prepiri glede najosnovnejših stvari in si
res skoraj da več nagajata, čeprav nezavestno nagajata, ampak pravzaprav se onemogočata in se onesrečujeta, ne. To pa ni v redu, ker v bistvu, ko imaš otroke, je pač to na nek način naporno življenje in si morata pomagati partnerjem. Prej je že omenil Igor Velše, da pričakujemo tudi vprašanja iz občinstva, tako da če bi kdo izrazil svoje mnenje, kaj je vprašal, imamo nekje še mikrofon, ki bo potem prišel do tistega, ki bi to rad. Tako da kar pogumno. Ne bova pa midva v tišini sedela to. Bomo spremljali, kaj je s tem klancem. Klancem nekoč, danes, vedno, kot ga imenuje naslov tematskega sklopa za maturo. Zdaj, takoj se moramo navezati tudi na Cankarjev znak z romanom s podobnim naslovom in majhno razliko v črki. Nekaj skupnih zadev imata, popolnoma drugače obdelanih, ampak nekaj pa je, ne? Močna ženska, sigurno, odsoten oče. Res je, ja, in bi se še našle kakšne podobnosti. Zdi pa se mi seveda najbolj zanimivo primerjati razlike, a ne? Razlike v času, se pravi, kaj se je v 120 letih zgodilo, kaj ta razpon prinesel, ne? V smislu predvsem tehnološki razvoj, ekološke težave, modernizacijo ženske, če lahko tako rečem, ne? Ženska zdaj je bolj opolnomočena, bolj svobodna, ni ji treba biti na ta način defetistična, vdana v usodo, ker dejansko ima možnosti. In v bistvu se mi zdi zelo plodovita ta primerjava Franske in Eve, na kakšen način dojemata svoje življenje in svoje možnosti. Borki sta, ampak Franska ima dejansko omejen nabor, kaj lahko, kako sploh lahko zasluži oziroma tudi berači in tako se poniža ali pa zelo s trdim delom lahko dobi pač ravno toliko, da nekako preživi svoje otroke. V njeni usodi in pa njenega sina Lojzeta res najbolj vidimo to vdanost v usodo, da je klanec pač klanec siromakov in če se tu rodiš oziroma pristaneš tu, ne boš z njega nikoli pobegnil. Pri mojem klancu pa v bistvu ta vsebinski razpon pomenov malo širši in malo drugačen, ne. Po eni strani je torej povezan s tem naporom, hoditi v klanec in na vrhu dobiti razgled. Po drugi strani je klanec simbol neke narave, hkrati pa tudi predstavlja uničevanje te narave, ne. Tako da je pravzaprav potem od človeka in od skupnosti odvisno, na kakšen način se bo obnašala. Je pa determiniranost pri Cankarju precej večja, ne? Tu je ni praktično, no? Je nek vpliv okolja, ampak lažje se izvleči iz tega okolja tudi, no? Iz te revščine, ki nekoč v nekem hipu prizadene družino. Poti so le odprte, ne? Ja, tako. Čeprav mislim, da se pravi Cankarjev roman definitivno kaže na ta determinizem, je pa vendarle zelo katarzičen za bralca. Tako da pravzaprav bralec, ko to prebere in konča z branjem, sam lahko nekako postane aktiven v svojem življenju, ne? Da se mogoče zave, da tak pogled na svet ni pravi pogled, ne? Oziroma, da ti ne prinaša boljšega jutri. Je že kakšna misel iz dvorane? Tam zadaj je se roka dvignila.
Kar. Ja, mene samo zanima, na koncu romana, ko Brina pride v bolnico, kaj, če ste hoteli karkoli povedati s tem, da se zdravnik tudi piše Vrščaj? Aha, ginekologinja doktor Vrščaj, ja, to je pravzaprav poklon tega, bralci pač ne morejo vedeti, ampak zdaj boste vi vedeli. Poklon neki moji sorodnici, dejansko, ki je živela, zdaj že pokojna, Marjetka Vrščaj, je bila znamenita ginekologinja, ki je za deklice in ženske naredila pri nas ogromno dobrega, tako da mislim, da vsak ginekolog jo pozna. No, hvala. Te ozadja so vedno zanimiva. Še kako vprašanje? Gremo k Evi še enkrat. Eva sliši kar nekaj omalovaževanj. Mama jo ima za kako naj, za mamo ima kužna, ne, nekaj časa. Mož oziroma partner jo ima za idealistko, za nesanjačko, sanjačko. Potem se izkaže, da je zorela. Ampak kakšna je ta pot? Kako se to v človeku spremeni v teh pravzaprav nekaj mesecih, ne v pol leta? Ja, z leti, pa tudi s temi življenjskimi izkušnjami in prisilami iz okolja, recimo, ona dejansko zori in se prizemlji, ne? Se vzame v roke, se spopade s tem, kar jo je prej plašilo, čemur se je poskušala izogibati in se, mislim, kot mama se je lahko zelo dobro pravzaprav izolirala od vsega, ker vzgoja otrok zahteva pravzaprav celega človeka, ne? Ampak zdaj sta deklici že ravno zadost veliki, da lahko gresta, ne, v varstvo in ona je prisiljena vzeti vajeti v svoje roke. Se je prej izogibala svetu? Do neke mere ja, ne, tudi pri njej prisoten po mojem nek ta beg v naravo in tudi konec koncev se lahko tudi zateka v te skrbi za okolje, zato ker pred njenim nosom je vse tako zelo narobe, recimo z njenim odnosom, ne. To je vse prepleteno, ne. Če se ukvarja potem s celim svetom, se ji ni treba ukvarjati recimo s tem, kar je med njima z Gregorjem, da bi tej resnici v oči pogledala. Ja, vztrajna pa je, ne? Trmoglavka sveta. Kako ste gradili ta roman? Zdaj sprašujem po slogu, po jeziku. Predvsej je takih v bistvu zgrajenje na kratkih povedih, učinkovitih domislicah. Tukaj imam nekaj izpisanih, pa jih bi lahko bilo precej več, naprimer o tem klancu, da otroka slabo spita, ker nekaj ni ravno. Potem proti koncu samo norec bi hodil v klanec, če lahko drsa po telefonu. Gregorjeva mati je pokojna, a mu ne da pokoja, namreč Gregorju. Materine nasvete v Evi smo prej slišali v interpretaciji v literarnem večeru. To so neke točke, ki dajejo neko večji prostor, slika je popolnejša na ta način, ne? Ostalo je pa potem zgodba, ki teče, ki mora biti. Ja, brez tega bi bila zgodba dosti navadna zgodba, ne? Mogoče nič kaj posebenega in zanimivega, ampak v bistvu res ta jezik pa pričara te svetove in te pomene večplastne. Ampak to se zgodi meni med pisanjem na roko, ne? Zato pač res pišem na roko. Tle sploh ni dileme, ker se na ta način res zgodi, a ne, da Pegas udari ob tla s kopitom in pride na plano ta vrelec besed, ne, ki sicer takole ustno ali pa če bi tipkala na računalnik, se ta čarovnija sploh ne bi zgodila. To prihaja spontano?
V največji meri ja, ne. Oziroma, kadarkoli pač se česa domislim, si tudi zapišem, ampak največ domislice pa zgosti takrat, ko prav sedim pa pišem in se odpirajo svetovi, za katere nisem vedela, da bi jih lahko sploh naumila. No? Je bilo tam vprašanje prejle, ne? Kako je nastajal lik glavne junakinje? Iz opazovanja družbe, nekih lastnih zgodb? Nekaj temelji na mojih osebnih izkušnjah in morda kakšnih mojih lastnostih ali pa načelih, nekaj pa izmišljenega in pa ustvarjena je tudi kot en protipol Gregorju oziroma Gregor protipol njej, tako da res predstavljata vsak, če poenostavimo, ne, nekatere vidike, ki se med sabo tepejo. Hvala. Bi bil to angažiran roman, če pomislimo na ekološke teme? Ja, rekla bi, da čist preveč angažiran za moj okus, ne? Ker sem se pogosto kot kritičarka še leta nazaj malce zmrdovala nad angažirano literaturo, ne? Kadar se mi je zdelo, da pač res potem umanjka spoznavna estetska vrednost, neka globina, ne? In da pravzaprav ostajamo na površini neke ideje, neke tendence, ne. Tako da upam, da se da ta roman vendarle brati večplastno, čeprav njegovo sporočilo jasno, ne, v katero smer gre, ampak vendarle, da je pač zadosti življenjski in liki zadosti večstranski. No, predvsem je vključeno v njen značaj, ne, vse to. Modernega človeka prepoznamo potem, da ga vodi le lastna potreba, je ena od tovrstnih domislic, ki sem jih prej omenil. Navsezadnje pa daje možnost za razmislek o sodobnem svetu. Je tudi to? Ja. Kritika družbe, o tem sprašujem. Res je, pri tem individualizmu, ki ga sicer do neke mere tudi lahko cenim, pogrešam to, da bi bolj potrebovali drug drugega, se bolj lahko zanesli drug na drugega in da bi pač, ne vem, mimoidoči bili obzirni drug do drugega in ustvarjali na ta način neko skupnost. Ne? Zdaj, če hodimo en mimo drugega s slušalkami v ušesih, vsak poslušamo svoj podcast ali pa svojo glasbo in se ne pogledamo in tako, je to seveda meni zdaj tista prava slika današnjega časa, ki me pa rahlo žalosti. Ni pa tako redka, ne? Mikrofon je nekje zadaj, vidim. Ja, mene zanima, ob branju sem zapazil, da je slog v primerjavi s Cankarjevim delom bolj ali manj enoličen in me zanima, kaj je pomen tega, ker v kontrastu z Cankarjevim delom se klanec spreminja in a je to, ne vem, nasprotje, nosi kakšno sporočilo? To se pravi zdaj slog ali pomen klanca? To, da je slog, ki se pač ne spreminja, nasproten klancu, ki se spreminja. Nisem čist prepričana, da razumem, kaj imaš v mislih. No, ne vem, sam, če bi lahko komentirali, primerjali slog v vašem delu s Cankarjevim. Lahko. Cankarjev slog mi je zelo všeč. Mislim, da je nabit s čustvi in simboli. Ogromno je pač z današnjega vidika teh starinskih besed, ki dejansko nam pokažejo, v katerem času je delo nastalo. Pri meni pa je slog res na nek način bolj enostaven, stavki
krajši, mogoče nekako bolj prizemljeni, čeprav hkrati poetični. Tudi pri meni so v ospredju kakšne besedne igre in pa za recimo današnji čas te značilne uporabe angleških fraz sredi slovenskega pogovora dveh Slovencev med sabo. To je zelo tipično sploh pri nas, tudi za Slovenijo, ne nujno tudi za drugod po svetu je tega ponekod manj, torej tega nekritičnega oboževanja angleščine. Tako da jaz mislim, da bi lahko več pozornosti posvečali v bistvu našemu slovenskemu jeziku in se zavedali tega, da imamo mi svoje besede, da ni potrebno vedno uporabljati angleških. Malo, če dodam to, obe osebi, Gregor in Eva, sta po jeziku precej različna. Glede na to, kako se en izraža, kako se druga izraža. To je slogovni prijem. Je bilo to vprašanje? Ali celotni roman? Jezik. O tem govorimo zdaj, ne? Se pravi, na eni strani imamo pogovorni jezik, na drugi knjižni. Materin cinizem se tudi kaže v njenih nasvetih, se pravi, to, kar smo prej slišali. Vse to daje neko barvo, ne? Najbolj težko komentirati. Ta materin glas, ki ga Eva sliši večinoma v svoji glavi in se spominja, lahko da tudi kaj prikroji, seveda, da se spominja malce po svoje, ampak to je kar tak zajedljiv glas in kar glas, ki jo malce zateguje in namesto, da bi jo opogumljal, jo ponavadi zatolče. Ampak vseeno v primerjavi s Francko, kaj pa je ona doživljala ob materi, pa mislim, da hujše zbadljivke ali pa da so bile pri Francki materine besede, ki so bile zneško, nežne in ljubeče, s Francko zares trde in surove. In dejanja tudi, ne? Ja, tudi dejanja in tukaj spet vidimo, kako je pravzaprav naš čas zares bolj občutljiv, kako je vzgoja popolnoma drugačna, perspektive za otroke drugačne. Tam se je že vedlo, Francka gre služiti pri 14, drugega ji ne preostane, in potem v zelo slabih razmerah dela pač od takrat dalje. In mama je niti ne pogleda, ne vpraša, kako ti je tukaj, ampak pravzaprav samo prihaja po denar, recimo, k njej. Ampak nekaj pa imata skupnega, ne? Tudi Eva je morala pa pri 18 od doma, tudi mame nekaj dosti zanimalo, vsaj pokazala ni njej tega, kako živi, kako se bo znašla v življenju. Res je, ampak se pa tudi mama spremeni, se pravi, roman sprememb. Ja, osebnega razvoja. Gledam, kje je mikrofon, kje so roke, roke se dvigajo. Cankarjev klanec označujemo za klanec siromakov. Čigav klanec pa je vaš in a je to siromaštvo enako, kako se je spremenilo in a je v širšem pogledu klanec nekaj pozitivnega v današnjem svetu ali nekaj negativnega, torej ta odmaknjenost od družbe in odtujenost nasploh? Ja, dobro vprašanje. Torej, mislim, da je stvar interpretacije, kaj je klanec tukaj, ker iger z motivom klanca, fizičnim nagibom in pa tudi simbolom klanca je kar precej. Torej, in vsakič, ko pišem o klancu, se lahko kakšen nov pomen gor prilepi ali pa lahko bralec skrene še na kakšno drugo pot. Veliko je tudi med vrsticami noter vsajenga. Tako da predstavlja mi res po eni strani to naravo, po drugi strani
pa uničevanje narave, in vmes med tema dvema simboloma je človek s svojo svobodno voljo in svojo odgovornostjo. Prosim. Jaz bi čestital v bistvu za en tak res zelo zrel roman. Danes sem ga prebral do konca, ker sem si želel biti za ta literarni večer pripravljen, da vem, kaj točno bom poslušal. 3 kratke stvari bi imel. Mogoče eno vprašanje, ki ste, gospod voditelj, omenil te slogovne prijeme. Me zanima, če tudi imena morda niso naključna, tako kot pri Dostojevskem, ki ima Razumihina, Razkolnikova, Marmeladova, vsak ima neko karakterno lastnost. Sem tukaj pomislil, da Gregor v bistvu je res simbol klanca, ker Gregor deluje zelo povzpetniški, ampak v bistvu notranje precej prazen, ne prerirjene se ravno daleč. Eva pa mogoče kot neka taka prva ženska simbolika prvobitnosti, ki na koncu v nekem takem moralnem smislu zmaga. To je mogoče ena misel. Druga misel, jaz sem dobil občutek, da je tudi ona, saj če bereš te notranje monologe, pokasirala kar veliko. Ne vem, a bi jo lahko kle usporejal s Fransko, da je Franska nekako kasirala več. Sploh tisti del mi je bil zelo močan, ki pove, da v bistvu je oče ni hotel niti pogleda, dokler ni zaprla oči. No, se me je zelo dotaknilo, ampak je mama naredila eno zelo pomembno razliko, da je dala na koncu podnapis, in sicer v luči očetove bolezni, in se mi zdi, da je tam tudi ona potem nekako zacvetela. In tretja stvar, zdi se mi, da so moški liki v tem delu zelo prisotni in tisti, ki na koncu nekako tudi vzpostavijo neko ravnovesje, ker če pogledamo v romanu Cankarja, v bistvu nekih funkcionalnih moških likov ni. Zdi se mi, da tam edini tak funkcionalen lik v bistvu ta krivec, ki nekako je žarek upanja, ki nekako posveti. Tukaj se mi zdi pa, da z Borutovo pomočjo ta mama nekako spet zaživi, se stabilizira in na koncu glavno junakinja s pomočjo Tomaža. No. Zdi se mi, da ko ona pride v Ljubljano, se nekako stvari končno obrnejo na boljš. In kar mi je bilo zelo všeč pri tem romanu je, da ste nekako uspeli Cankarjevo delo rehabilitirati in mu dati tudi nek optimizem, ki ni samo zeitgeistovski, ampak se mi zdi tudi malo tako psihološki, no, z vidika neke take osebnostne rasti. No, tako da to je mogoče ena taka moja kratka misel. Hvala. Ja, hvala vam za takšno pronicljivo v bistvu branje. Ker nekaj časa bo potreba za odgovor, ker prosim. Ja, sej ne vem, na kaj naj se navežem, ker se je toliko misli vzbudilo. Ja, jaz sem tudi izredno vesela prav tega, v bistvu te rehabilitacije Cankarja, oziroma da se zrcalita ta 2 romana in Franc, ko gledamo skozi zdaj oči Eve in Evo skozi oči Franske. In ja, tudi to, da tam pri Cankarju res ni funkcionalnih moških, ta učitelj nekako kaže neko možno pot v boljši jutri. Pri meni pa se dogaja nekaj, kar mi očitajo feministke, ne? Očitno pa so nekateri pa s tem zadovoljni in tudi jaz sem zadovoljna, ker pravzaprav nisem želela prikazati moških kot negativne, ker moške nasplošno in tako. In mislim, da v današnjem in prihodnem svetu bomo največ dosegli skupaj, torej ne razdeljeni na moške in ženske ali pa kot nasprotniki, kar se vidi v jeziku, kar zdaj počnemo, kot neko sovražno nasprotništvo se včasih dogaja, ne, in boj za prevlado. Ne. Jaz mislim, da imamo krasne čase za to, da se gremo pravzaprav eno sodelovanje. In tudi v romanu pokažem, da ja, ne pomeni ta zaključek, da ženska ne bi mogla brez moškega ali kaj, ampak pravzaprav je pa lahko z moškim oziroma pač z nekom ob sebi zadovoljnejša, polnovrednejša, ne, tako. No, vse zadnje je sama prišla kar precej daleč, brez tega drugega moškega. Nekje je zdaj mikrofon? Ja, torej, jaz imam pa vprašanje, ko Eva teče za svojim očetom na Rožnik, a ima to kakšno povezavo z Franskinim tekom za vozom?
Ja, to je bila pa verjetno kar ena taka zavestna aluzija na Cankarja. Ko sem začela pisati, torej to večkrat povem, a ne, še nisem imela v mislih Cankarja, ampak ko so bila prva poglavja napisana in ko se je ta klanec, moj klanec, ne, torej moj osebni, moja narava, do dobra že ustalil v romanu, sem šele pomislila na to, da pač je ta sintagma na klancu že nek naslov in nek roman, ki sem ga seveda že prej večkrat brala, ne. Potem sem ga šla pa ponovno prebirati in od tistega momenta dalje tudi zavestno vključila še nekatere bolj drobce, bi rekla, ne, kot kaj drugega, čeprav se lahko potem kar močno povežejo pač s Cankarjevim. Se pravim, v osnovi gre za zelo drugačna romana, za različne okolji, čisto drugačne junake, ampak skozi te neke male vzporednice lahko potem razmišljamo o pač teh spremembah, ki so se zgodile. Kdaj je pa roman dobil naslov vaš? Zelo kmalu že po prvem poglavju, ja. No, preden, če bo šel mikrofon še kam, ne vem, ampak roman se konča z nekim mogoče moškim, ki prihaja. Zdaj pa nastal že, oziroma izšel je že drug roman, Učne ure Eve K. Nekako je nadaljevanje, ampak je samostojno delo. Ne bomo veliko o njem, ampak malo nas pa le usmerite van. Ja, maturantov, s katerimi zdaj skupaj tečemo za vozom, a ne, in ta voz boste maja vsi ujeli, a ne. Vas zdaj ta novi roman pač res malce manj zanima, ne, čeprav če pa mogoče kakšno besedo slišite, vas pa tudi ne bo zmedlo. Ja, torej, novi roman nadaljuje Evino zgodbo in zgodbo njenih deklic. Ti dve sta zdaj šolarki, ona se zaposli kot učiteljica biologije. Veliko pričakovanj, ki jih imamo iz prejšnjega romana, se ne uresniči, oziroma so tu na delu neka presenečenja, neki preobrati, neke tudi neljube, tudi tragične okoliščine. Tudi s Tomažem, ki izgleda tako sanjski, se tukaj zdaj stvar ne izkaže za primerno za nadaljevanje, tako da pravzaprav Eva zdaj bolj kot samohranilka funkcionira, še odprta za kakšnega moškega, no, ampak težko jih spoznava v tem času. To sem dosti ob romanu, ko sem pisala, razmišljala, kako naj sploh ona, ki ne gre na splet iskati, ne, neko osebo za zmenek, recimo, kako naj sploh ona zdaj kje koga sreča, ne, če so pač vsi bolj kot ne v bubijih. No, kakorkoli, lahko sem se posvetila pač res predvsem njej, njeni vzgoji punčk in pa njej kot učiteljci, to se pravi šolskim problemom. Bomo s tem končali. Mogoče še eno vprašanje? Mikrofon, kje je mikrofon? Jaz bi gospo Vrščajevo vprašal nekaj osebnega. Mene zanima, kako ste, gospa, začutili notranjo napetost, da bi ustvarjali neko umetniško stvar v obliki pisateljstva. Če lahko to opišete, ali je to mogoče neopisljivo, če ste me prav razumeli. Kako ste pravzaprav začeli, kako ste začutili, jaz bi nekaj napisala, jaz bi nekaj ustvarila. Bi mi lahko, prosim, to povedali? Ja, z veseljem. Torej, verjetno se vračamo zdaj na moje začetke, kdaj sem pravzaprav začela pisati.
Tako, v osnovni šoli sem zelo veliko brala, čeprav doma nismo ravno imeli veliko knjig, ampak sem iz knjižnice nosila Karla Maja in podobne knjige, tako da mislim, da mi je dal en zelo bogat jezik, recimo. Danes ga skoraj nihče ne bere, ampak odlično se razumem s starejšimi generacijami, ki so ga še brale, ne, ki poznajo Karo Ben Nemsija in Vinetuja. No, skratka, bilo je veliko branja in potem je samodejno po mojem prišlo tudi do tega, da sem v prostih urah, ker takrat nisem imela popoldne veliko dejavnosti, tako kot jih imajo danes otroci, da sem v bistvu pisala kakšne povesti, zgodbice, pravljice, seveda po zgledu tega, kar sem sama našla v drugih knjigah. In pa potem v srednji šoli pa zelo intenzivno sem začela dnevnik pisati, praktično vsak dan iz srednje šole imam popisan, tako da kadar grem k dijakom na gimnazije, ponavadi nesem kakšen svoj dnevnik, pa jim točno iz tistega dne, ko je pač naše srečanje, in preberem, kakšno svojo dogodivščino iz časa, ko sem bila jaz v bistvu maturantka. Bomo morali končati, žal se nam ura izteka. Nekaj počitniškega branja zdaj imamo. Prva knjiga je šla pred približno 15 leti, ne? Tu je zdaj nova, ki smo jo že napovedali. Ampak to bo čas za pozneje. Naenkrat naj bo misel osredotočena na maturo, če smo pred esejem, vso srečo. Teme, vprašanja, ki jih odpira Na klancu, smo približno odprli. Sami boste odgovorili na nje. S tem pa zaključujem naš pogovor in besedo vračam v radijski studio. Hvala lepa. Hvala. S tem se torej poslavljamo iz Cankarjevega doma, kjer smo predstavili roman Tine Vrščaj Na klancu. Kot smo že omenili, je literarni večer pripravila profesorica slovenščine z gimnazije Bežigrad Nika Zadravec. Odlomke iz romana je interpretirala igralka Nataša Keser, vezno besedilo je bral Igor Velše. Urednik oddaje Vlado Motnikar, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, zvočna mojstra Matjaž Miklič in Urban Gruden, oblikovalca zvoka Gašper Vodlan in Jože Lap. Režiserka oddaje in neposrednega prenosa Saška Rakev. Oddaja bo dosegljiva v podkastu Arsovo domače branje. Ob tem naj omenimo, da bo celotno besedilo romana Tine Vrščaj Na klancu od 13. marca mogoče poslušati v oddaji Odprta knjiga, vsak delavnik ob 19. Vse vsebine za maturo pa si dijaki lahko ogledajo na portalu Izodrom / RTV Matura.